Živjale? Ja, živjalnika. Dobrodošli na razstavi, ki se imenuje Jaz sem darovalec. Jaz sem darovalec je v bistvu izjava, ki je dvakrat rešila življenje. Potem je napisala njena mama, Teja Ganšek, in je v bistvu knjiga, ampak mi smo zdaj sicer na fotografski razstavi na temo voda, katere avtorica sem jaz. Gre pa za življenje v smislu vode, v vseh agregatnih stanjih. Tukaj imamo naslovnico, zadnja tudi fotografijo sicer, ki v bistvu imamo dva mehurčka, enega v drugem in dve otroški roki, ki se ne dotikata teh mehurčkov in nazarjata ravno te ključa, ki so darovali dva otroka, ki sta žal umrla, ampak zaradi tega lahko Lija še danes živi. Fotografija je nastala v Londonu, kjer je multikulturno mesto, ne samo kulturno, ampak tudi, če gledamo po religijah in vse, in v bistvu tam nas sooči eno dejstvo, da ko gre za darovanje organov, je vseeno, kaj si po poklicu, kaj si po narodnosti, kaj si po veri. Tako da v bistvu tu ena smrt in življenje soočita naše ravno, da smo vsi še homo sapiens, da se tako obnašamo kot neke, če danes gledamo svet, no. To je že druga zgodba potem, ampak no in zdaj, če pogledamo po knjigi, imamo par fotografij, ki so eno uvod in bi rekla uvodne besede stroke k temu projektu Podporniki. Da imamo primarija Danico Avsec, direktorica Slovenije Transplant, ki bom potem tam več povedala. In tako je bolj sama knjiga gre preko, bi rekla, prehoda v ta poglavja, ki ima svoj naslov in pa fotografija je res izbrana točno po emociji same in vsebini same tematike v tistem poglavju. Tija je pač k temu pripomogla, da je to čustvo, ki je najbolj močno v tistem poglavju izraženo preko te izbire fotografije. Mogoče še tu v začetku, kar preberem na temu voda, je pa ena pesem, bi sem jo napisala jaz. Kdaj ima kapljica rušilno moč? Katera solza blaži rane in katera je solza sreče? Katero morje je polno življenja, mirno, valovito, razburkano, temno, ljubovno? Je megla strah pred neznanim ali zabrisana preteklost, nesnaga, neresnica? Dež je tako potreben, ko je suša, tako nezaželjen, ko so poplave. Sonce posuši roso, boža oblake na sinjem nebu, riše mavrico, ko se poigrava s kapljicami dežja. Svetloba odmeri grozo oblakov, nariše njihove bline. Ko je voda v ravnovesju življenja, prestopi bregove misli, duše, telesa, uniči vse, še bolečine. Želim si solze sreče, joči nebo po zemlje suha. Bežite temne oblaki, sije sonce, ustvari mavrico, prinesi nam topline in večno upanje. Čas je za solze sreče. To v bistvu zajame celotne del opus fotografij. Lepa je, dotaknila se me. Hvala. Zdaj pa, če ti smem popeljati po razstavi, tukaj je ena zahvalna fotografija vsej medicinske posebju, vsej res, bi rekla, širšemu pomenu medicine, zdravništvo in temu s temu. Bi rekla, cesta, kot da bi gledal šilcene, to se res ljudi. Potem imamo tukaj Ptuj, videli smo obe Ptujčanki, v bistvu smo vse tri Ptujčanke, kakorkoli to izkujem, iz najstarejšega mesta v Sloveniji. Potem imamo most, ki gre preko cerkve, preko stolpa v neko mavrico, ki je v bistvu kot en čudež. Vse skupaj, kar se je dogajalo, in Marija živi, je v bistvu, bi rekla, čudež. Gre pa za to presenečenje, ravno, da so pač to možno vse. Je ena taka transformacija, nekaj reka življenje, to pa je nekaj večkega. To so ena čustva in stanja, kateri zelo težko mogoče razumemo, ne? To pač razume tisti, ki to doživljajo. Ki je to predstavljeno. Ja. Ta fotografija, če se malo pomaknem tukaj, je naslov Kri. V bistvu gre za eno srce, ki gre za hod. To je pač srce umrlega, ampak kri, prehod v neko drugo stanje, ki pa je, ki omogoča drugo življenje, moč
res transplant Slovenija pač pri nas skrbi, da ta komunikacija poteka med tistim, ki umre in pač med zdravstvom oziroma da medicina to odloči potem. To se pravi, da potrebna res dobra komunikacija. In pri tej fotografiji primarja Avsec pove, zakaj so podprli ta projekt. Tukaj imamo prekletstvo, to je kot eno pekel, družinsko drevo, ptice in pa ta svetloba in ta črnina in v tem poglavju se pač opisuje, da tisto doživljanje cele družine, ki je bilo visoko, da gre v pekel. Trpljenje. Ja. Razočaranje, sledilo veliko razočaranje, ko je prišlo do zavrnitve organa po enem letu in imamo tukaj stavljanje dveh, bi rekli, kot da bi bile dva sestavljene, ampak v bistvu je pa to umorišče in tudi prisotnost dežja se nekako grene potone do neko življenje. Res neverjetna fotografija. Hvala. Tu pa je Novi Moj, spet na Ptuju sicer, ampak to je železniški most, to se sicer ni lokomotiva, ampak vidimo, da Drava tako narasla, to so tiste res močne velike poplave, ki je više pomalo ne bo, ampak je da tudi ena stena, zid, ki loči Ptuj od Drave, ampak tukaj je to res skoraj čez rok, no. In takšen je bil ta vojne, tik pred smrti. Tukaj imamo to vsi popravljeno, da nastavi, ne, to je tako mora biti, ne. Zato, ker je v tem poglavju Matija opisuje borbo s kilogrami, oziroma lahko rekli celo z grami, kajti Lija se je rodila z cistično fibrozo, to je bolezen, s katero imaš res problema, da se zrediš in težko dihaš in to. Ampak da gre za fotografijo odsotnosti vode, tukaj imamo ladjo na suhem, imamo štedilnik in pa vse te črta okrog od življenja, en križ, na cestah od križ, in v bistvu res predstavlja neki kaos, ravno to, kar pač opisujemo v knjigi. Tukaj imamo naše sanje, eno lepo čustvo, ko prebrodijo to prvo transplantacijo, da so doživeli pač, bi rekla, lepo, pozitivno uživali v družinskem krogu. Dirka s časom je naslov te fotografije, ki je nastala v Turčiji in imamo ta hlastanje po zraku, kaj potem opisujemo, kako je Lija težko dihala, že res da diha na škrge in potem to dejstvo je pač bilo, to je nastalo v Urfi, v Turčiji, ko so profita vrgli v ogenj se spremenil in po čudežu seveda v to vodo in prve so te ribe simbolično in to so v bistvu svete ribe. Lija zmore vse, naslov poglavja, kjer se Teja mati sreča z dušo te deklice, ki je darovala organ, v bistvu je pa abstraktno kot eno srce, pač to srčnost nekoga, ki to so ene sfere, ki jih mi malo težje razumemo, ampak so prisotne. Tukaj imamo pa fotografijo diagnoza, ampak je naša ptujska izražena preko hudiča iz korentovanja, tradicija, ampak imamo te stebre, ki dejansko tega hudiča smrt in to diagnozo enostavno definirajo, tako pa ta hlad, zima, tema, dejstvo, da pač to je in se s tem soočiti, kar večin zmašme. Tukaj imamo kurenta, ki je tudi del naplačata skupaj, se borita z demoni in sta sama nekako demona in potem, ko tega kurentovanja konec, pride pomlad. In pride lepe misli, pride upanje, demoni grejo spat. Tako da to v bistvu sledi v knjigi sami, sledi v bistvu kot lepe misli prijateljev in vseh, ki so res sedijo z mislijo, z molitvijo, kakorkoli podprli z lepo energijo vmes med operacijami. Tukaj pa imamo nebeški neki tudi sjaj, gre za še dodatno tragedijo v družini, žal je Teja rodila v 9. mesecu mrtvega otroka
ki je Ela je ime, ki je postala v bistvu angel in nikoli ni pač v tem življenju bila, v tem gnezdu nekaj postala direkt angel. To je slikano v Drava, reka Drava. Tukaj imamo to skupno nebo prijateljsko, ki smo pač od malega skupaj, smo izdeletnik. Tukaj je fotografija življenje kot res tisto polno življenje. Ampak te dve fotografiji ste se pa same postavili v tridimenzionalnost, kar mogoče tudi na ključje spet, ker pač, ne vem, izgleda malo tako. Ampak tu pa imamo EKG, ko je dr. Sojer napisal tudi spodbudno besedo in pozdrav temu projektu in pomembnosti takih dejanj, da to spregovori, kaj je tema zgodba oziroma način, kako je to povedala, spodbuda marsikoga, ki se s tem sooča, da se podobno kakorkoli boleznijo in vidi, da obstaja upanje, predvsem pa je tena družina lep zgled, kako je, da se partnere razumeta in se res vsi podpirajo in imajo neizmerno radi. Tukaj pa predstavlja ta EKG kot abstraktne, to je val in svetlova, ni montaža, je samo malo zbik in ta bolnico, ta delovna silina letalne. Ta morje, v bistvu gre za enako morje, ki v bistvu morje plavamo, ampak ta oseba, ki predstavlja sicer Lijo, mora dosti več nevarnosti in skozi po isti poti in več energije, mi pa smo lepo navadi, zbramo, ne gremo svoj pot, brez skrbi, tu še nas spremlja ptice, pač gre po nekem toku tiste svetlove. Zanimivo pa je, da se torej danes vidim, zgleda kot veriga, ampak ne, piše nekaj, možda ko veriga, ne, zgleda kot vse oteženo, ne. Je pa bilo fotografirano v Piranu, kaj so pa fotografije iz različnih koncov. Ta je nastala recimo v Kuwaitu iz razstave v bistvu Lavi Nas iz enega drugega koncepta, ampak v tem si je počtija izbrala kot fotografija za rojstvo, kar je pač lebdi, tako na arabski lebdi in bom lahkodnosti, jutro je tak polno življenje. Tu je pa imamo dve fotografiji, ki sicer nista namensko bile tako postavljeni se skupaj in zgleda tako z eno, ampak imamo tu, kot da bi se morje odprlo, ko se ti odpre duša ali pa bolečina ali kakorkoli, ta globina. Pol pa imamo tu na desni strani zmagovalka, v bistvu je fotografija nastala zgodaj zjutraj, to zlato svetlova sonce, ampak ta poanta te je ta vrv, ki predstavlja vse ljudi, ki so pač ni pomagali na kakršnikoli način. Ja. In vsemi temi skupnimi očmi je ona to zmogla drugo operacijo in zdaj pač, hvala Bogu, živi in še ta vzhod nazarja to neko novi life. Imamo še jih tam, 5 zume. V bistvu imamo eno zanimivo simboliko tudi, ker je od Charlesa, tudi razstava o lesu, ki me spremlja že iz Rima, ko sem imela razstavo Lipicance v Rimu na temo Roma Versa Expo in so oni istočasno imeli razstavo v istem prostoru kot jaz. Da smo se ponovno srečali, očitno nekaj malo skupnega lesu, skupne zume. Tako še bom stopila tja. Hvala. Pa imamo fotografijo Božič in imamo prisotnost ledu in božično drevo in pač vse okrog te simbolike, Božiča in družine. Črnka, hvala. Tukaj pa imamo predstavitev tega, to so solze sreče, ampak je poglavje predstavitev. Ampak predstavlja kot eno pot
v kateri so v bistvu od sreče, da so podli organ, da še obstaja upanje, da se bo vse skupaj lepo išlo. Tako da, zgodba ima več not, ne. Predvsem se ti kar zbrazite, ko se spomniš, kolikokrat ne cenimo svojega življenja, nekdo se pa tako res boli in občuduje in tudi je zahvalen vsakega dneva. Tukaj pa imamo zahvalo družini, se tega zahvaljuje družini, ožji družini, tukaj so 3 otroci, ki jih ima, spodaj pa pač Angel, ki je ostal, ampak drevo kot tako je kot družinca, kot simbol, ne. In pa imamo tukaj še to roso, prisotnost rose in to, bi rekli, lobarjenje na nek način. To je malo spominja na lobarjenje, ne. In je so družina, tak. Tukaj pa imamo še zahvalo prijateljem pri knjigi not, tu na koncu. V bistvu pa je mreža, pajkova sicer, ampak je simbolika povezanosti nekega sodelovanja in so nitke prijateljstva. Tukaj pa končamo z Donačko goro, s pogledom na Haloze, da bi so naš pogled iz Orešja in je, sicer ta naslov je kratek, ampak je Donačka gora. To je evo. In pol pa imamo na koncu napisano hvala, ker so tudi ti darovalec. To je bilo od Vzajemne in ki je zelo lepo podprla ja. In tako, zdaj imamo pač nalogo 1000 knjig, 1000 podpisov. Ne pomeni, da če kupiš knjigo, da moraš podpisati, ne, ampak gre pa za to, da bi v nekem času, da rečemo temu enem leto, dosegli, da bi se, ja. Način komuniciranja tak, da pač družina bi to prelistala, mogoče v kakih, pač ljudi je potrebno na nek drug način privabiti k temu, da se ne bojijo tem razmišljati. Je pa dejstvo, da medicina danes ponuja res možnosti in pač živimo v tem svetu in se treba pač zadeva seznaniti. Pogovarjati se, pomagati se. Koliko se da, ne, zakaj ne. Tako, ampak ko nekoga tako poznaš in vidiš to, ne boš niti verjeti. Jaz poznam kar nekaj ljudi, imam prijatelje, ki ima novo srce, že 5 let in jaz ga sprašujem, kak je to sploh možno, ne. To ti, da mi nič ni jasno. Meni nič, jaz sem samo občudujem. Je res. Tako da je. Hvala lepa, ne, za povabilo na to razstavo in pa to popotovanje po tvojih fotografijah in ti želim uspešno delo. Hvala. Hvala. Hvala, da si prišel, pa upam, da bomo glas ponesli v 9 vas.